Jaz bi pa zdaj kar predstavil program, tako kot sem zdaj v zadnjih dnevih tudi predstavil program, tako da vam ga bom kar zašeral, pa bomo šli skozi, da boste imeli sliko, kaj nas danes čaka. No, takole. Evo, probamo. Upam, da se vidi, zdaj sem tole zašeral. Dobrodošli, se pravi, na drugi občni zbor, to je redni občni zbor društva Belis. In sicer ga sklicuje upravni odbor na podlagi 16. točke 26. člena ustanovne listine statuta Društva za srečno življenje Belis. In občni zbor je, vidite, najvišji organ društva, to ste vi in mi in vsi skupaj in volimo njegove člane in druge organe. Se pravi, sestavljamo ga vsi redni in častni člani društva, ker društvo deluje na podlagi naravnih zakonov in matematične logike. Se sklep, ki ni v skladu z naravnimi zakoni in matematično logiko, lahko avtomatsko razveljavi. Občni zbor ne more spreminjati statuta, ki je v skladu z naravnimi zakoni in matematično logiko. Delovno predsedstvo društva na tej pravni podlagi zato sklicuje drugi redni občni zbor za delovno leto 2022, ki ima podlago v 21. členu statuta Društva za srečno življenje Belis. Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov društva. Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 1 uro. Na kar občni zbor veljavno sklepa, če je prisotna vsaj tretjina članov. Če občni zbor tudi takrat ni sklepčen, se ga odloži za nadaljnjih 30 minut. Po poteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov. Občnemu zboru smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti neposredno ali posredno povezani z delovanjem društva, kot na primer predstavniki delovnih organizacij, državnih organov, predstavniki lokalne samouprave in ostali državljani, le da imajo pravico samo posvetovalnega glasu, ne morejo pa glasovati o zadevah, o katerih odloča občni zbor. To je za uvod, potem pa današnji potek, poglejte, je nekako takole. Člane društva Belis obveščamo, da je v društvu trenutno včlanjenih bilo 5507 članov. Od tega se je v letu 2022 na lastno željo 125 članov izpisalo iz različnih razlogov, bolezen, smrt, so si premislili, nas več ne rabijo in tako naprej. Razni vzroki so bili pri izpisih. Na novo pa se je vpisalo 81 članov. Od navedenega števila članstev ima Društvo za srečno življenje tudi aktivne člane iz 30 različnih držav sveta, največ iz Evropske unije, ampak tudi kar precej izven EU. Na občnem zboru mora za sklepčnost današnjega drugega rednega občnega zbora skladno s 23. členom statuta Društva Belis prisostvovati najprej več kot polovica in če to zračunamo, je 5507 plus oziroma minus izpisani skupaj 5382 in če to več kot polovica oziroma polovica, ne, je to 2691 in tok nas ni. Ja, lahko kdo mikrofon ugasne, lepo prosim, da ne bo teh motenj, iskrena hvala. Komu pomagamo ugasniti mikrofon? V redu, hvala. Če občni zbor tudi po 1 uri ni sklepčen, se ga odloži, smo rekli, za nadaljnjih 30 minut in če je po 30 minutah prisotnih najmanj 10 članov na Zoomu in pa seveda tudi tukaj v prostoru, kjer smo se zbrali, takrat je občni zbor sklepčen, sprejme dnevni red iz naslednje točke. Ok, jaz bom pa zdaj tole dnevni red vam povedal in sicer dnevni red je pa takšen, ga bom kar tlele prebral oziroma ga lahko tudi tukaj pokažem. To je dnevni red, izvedba dnevnega reda.
Najprej imamo tako razrešitev starega in izvolitev novega predsednika za obdobje podpredsednika za obdobje 2 let. Razrešitev starega in izvolitev novega namestnika podpredsednika za obdobje 2 let. Pod točko 3 izvolitev nadzornega odbora in potrditev predsednika sveta nadzornega odbora na podlagi 39. člena statuta za obdobje 2 let. Sledi pod točko 4 častno članstvo začasnega člana Društva za srečno življenje Belis na podlagi 10. točke 26. člena je društvo predlagalo gospoda Borisa Veneta. 5. Delovno predsedstvo naproša člane Društva Belis k aktivnemu in zelo nujnemu sodelovanju pri izbiranju podpor za volitve za mogoče recimo tako srčnega novega predsednika Slovenije 2022. Pod točko 6 bomo obravnavali obvestilo članom v pismu VIZ vzgojno-izobraževalnim zavodom Slovenije, to se pravi, društvo je pisalo vsem osnovnim šolam in srednjim šolam, direktorjem in ravnateljem, glede protizakonitega odloka Vlade Republike Slovenije iz uradnega lista številka 112 z dne 26.8.22. Ta uradni list se nahaja v tem uradnem listu na strani 8141 ter povratni, jaz bom kar tako rekel, smo dobili v društvu odgovore, unificiran odgovor, to je zelo zanimivo, vsi v trenutku so se med seboj zmenili, kako bodo odgovorili. Odziv vodstev šol in zavodov, ki so sprejeli to pisno opozorilo zaradi kršitve zakonodaje, in ta kršitev vpliva na otroke, na starše, vsi pa vemo, koliko je šoloobveznih otrok in koliko je dijakov in čez en mesec, oziroma čez 14 dni, recimo zdaj ali pa še prej pa študentov. Na vse to vpliva ta odlok, kjer prostovoljo prisiljujejo z odlokom. To preprosto ne gre. Pod 7. točko na podlagi 12. člena statuta Društva Belis upravni odbor spodbuja člane, da uporabimo pravico do kreativnega sodelovanja pri delu društva ter udejanjamo le tiste projekte, ki so v skladu z naravnimi zakoni in matematično logiko. Vas bomo povabili k sodelovanju, ker je treba razširiti naše društvo. Na podlagi 9. točke 26. člena bomo govorili o članarini društva. Članarine sicer nima, temveč o finančnih spodbudah in kratko poročilo o finančnem stanju društva za leto 2022, ki ga bo podala predsednica Društva Belis. Govorili bomo o prihodnjem pikniku pod točko 9 članov društva, možnosti ponovitve začete ideje o tržnici Belis, kjer smo jo že hoteli imeti, pa so se stvari nekako ustavile zaradi neaktivnosti nekaterih ključnih članov, točka razno in predlogi članov. Tako da imate možnosti za razmišljati med današnjim premorom oziroma med tem, ko bomo kakšno temo še vmes podali, pa si na list napisati kakšno idejo, ki bo prišla na koncu, ko bo zbor sprejel ta dnevni red. No, tukaj je v bistvu potem še tako, da imamo v bistvu pregled zapisnika, tole prvo seznanitev, ki jo bomo v kratkem zdaj izvedli. Potem Egidi Kozjek Selinšek bo povedal, upam, da bo prišel. Si že tle? Nisem niti dobrodošel. Ja, nam bo povedal o modri sredi in kako pomembno je razredčiti gnojencev v Sloveniji, tako je ena naša članica izjavila, z podporami predsednikom. Potrebno je razredčiti čim več podpor za novega predsednika, kdorkoli že bo, samo da bo dober in da ne bo tam iz državne uprave eden njihov, ker si nastavljajo svoje ljudi. Predsednik mora biti izmed ljudi za ljudi. Potem bo Eden Fohatom povedal par stvari. Mene je gospod X poklical in me prosil, da dopolnim njegovo predstavitev za kandidaturo za predsednika in smo zelo pozitivni, da bomo zbrali dovolj podpor. Zaenkrat dobro kaže. Iskrena hvala vsem, res ste se izkazali, poslali ste po pošti, prinesli ste, tako da, glejte,
hvala za vašo aktivnost, tisti veste, ki ste to storili, tako da iz vsega srca hvala za to aktivnost. Potem bomo imeli potem takem drugo seznanitev, to nas mora biti 1/3, kar nas verjetno spet ne bo preko 1500, a ne, pol bomo naredili kratek premor. Upam, da pride Stojan Svet, če ne bo uspel, me je prosil, da jaz to preberem, ker je v časovni stiski. Bomo videli, kako bo, če bo uspel do takrat. No in po tretji seznanitvi pa bomo sprejeli dnevni red, če nas bo dovolj, in nas je že zdaj, in bomo nadaljevali z našim občnim zborom. Tako, to je tale uvod, ki sem ga želel z vami podeliti, povedati, in zaenkrat je to. Evo, jaz predlagam sedaj sledeče, a ne, da gremo kar s programom v bistvu naprej in sicer naredimo tako prvo seznanitev. To je točno 5 minut zamude, kakor smo počakali še ostale člane vas na Zoomu, ki ste se malo kasneje priključili in pa tle, ki so tudi še prišli malo kasneje. In sicer prva seznanitev prisotnosti ter vsebino poteka drugega občnega zbora Društva Belis in pregled sklepčnosti. V primeru nesklepčnosti sledi ura, jaz bom tako rekel, izobraževalnega premora. Ok, se pravi, nas mora biti tukaj zdaj trenutno 2691. Ugotavljamo, da je na Zoomu 25 članov, tukaj nas se preštejemo, nikakor ni ta številka, se pravi naša zapisnikarca bo vnesla trenutno število. Ja, tako, in vnesemo to število v zapisnik in o predvidenem začetku nikakor ni se je zbralo 2691 registriranih članov Društva Belis, zato naš drugi redni občni zbor za 1 uro prelagamo.